platforma Sloga, ki združuje nevladne organizacije za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, pa je koordinirala letos med drugim tudi teden globalnega učenja. In udeležila se ga je tudi osnovnošolka Rebeka Virtič, ki nam bo danes malo predstavila svoje izkušnje. No, Rebeka, pozdravljena. Ti si se udeležila tega tedna globalnega učenja in kaj ste tam počeli? V šoli smo se pogovarjali o različnih stvarih. Bila sem tudi na podopisnem predavanju, kjer sem izvedela več o ljudeh, ki živijo v Burundiju. Izvedela sem, da so zelo revni in da lahko šolo otroci obiskujejo le, če imajo uniforme, za katere pa starši nimajo denarja. Zelo so dragi tudi zvezki in pisala in da je to samo enkrat na dan, pa da nimajo pitne vode in včasih tudi zbolijo. Na kuharskem tečaju sem se učila zdrave prehrane iz različnih delov sveta. To je zelo pomembno, ker tako vemo, kako živijo pač ljudje tam nekje drugje, za katere še ne vemo tako veliko. Hvala. No, kako pa ste spoznavali vse te stvari? Ste se igrali igre, omenila si, da ste imeli celo kuharski tečaj? Ja, večinoma smo kuhali, drugače smo pa gledali tudi slike in gledali kakšne videočke, se s tem predavateljem pogovarjali, kako se lahko živijo, ali so zelo bolani, pa kako jih sploh pozdravijo, če jih lahko. In kaj pa je bilo tebi pri tem tednu globalnega učenja? Kaj ti je bilo najbolj všeč? Zakaj ste se imeli lepo na nek način, čeprav so bile teme mogoče tudi kar zahtevne? Najbolj mi je bilo všeč, da smo izvedli, kako se lahko ti otroci igrajo sicer brez igrač in kako so iznajti. In kako pa je vse to, kar si v bistvu tam izvedela, kako je vplivalo na tebe? Si zdaj kaj drugače razmišljaš, na primer o hrani ali pa o drugih stvareh, ali pa kako ljudje živijo drugje po svetu? Ja, zdaj vem, da eni otroci bi zelo radi hodili v šolo, pa ne morejo, pa da morajo v Afriki šolo odplačati, pa pač vesela sem, da pri nas ni takih stvari. Rada bi bila pa, da smo vsi otroci srečni. Pač sem pomagala tudi pri izdelovanju voščilnic in pomagam pri zbiranju denarja za te otroke, da grejo lahko na počitnice. Potem tudi na bazarje in pomagam zbirati denar za te otroke v Burundiju. In pač zdaj skrbim za to, da pojem si vzamem toliko hrane, kot pristajo bom pojedla, da jo ne zavržem, pazim na elektriko in na vodo in recikliram in si izdelujem igrače iz kakih odpadkov. Super. Zakaj pa se tebi zdi, da je v bistvu pomembno, da tudi mi v Sloveniji, ko mogoče imamo dovolj hrane, da si lahko, ne vem, kupimo igrače in se igramo z njimi na način, kot si sami želimo, zakaj je pomembno, da tudi mi v bistvu razumemo in da se učimo o tem, kaj se v bistvu dogaja in kako ljudje živijo v drugih delih sveta? Zaradi tega pač, ker imajo ljudje drugje različne navade in čeprav smo vsi različni, imamo vsi enake pravice in smo enakopravni in zato tudi prav, da vemo o naših življenjih. Pa si mogoče o teh temah tudi že prej kaj razmišljala ali ste se pogovarjali o njih v šoli? Ja, že malo. Kaj pa te še zanima, omenila si, da ste se učili v Burundiju, o katerih drugih deželah bi se mogoče še rada kaj naučila, ali pa te zanimajo tudi druge kulture? Ja, zanimajo me vse kulture, sicer o katerih vem že malo več, pač
stvar. Pa bi se spet udeležila delavnic, če bi jih spet kdo organiziral? Ja. No. Hvala lepa, Rebeka. Zdaj pa nam bo še malo več o drugih projektih. Še malo več o drugih projektih in poslanstvu platforme Sloga pa nam bo povedala predstavnica Sloge Patricija Virtič. Ja, tudi pozdrav še z moje strani. Mogoče sem še en teoretski uvod v to, kar je Rebeka povedala. Sloga je namreč vsako leto tretji teden v novembru poteka teden globalnega učenja. In Sloga je tega zadnjega novembra koordinirala že 8. To je en tak teden, v katerem se združijo nevladne organizacije, šole, srednje, osnovne, mediji, politiki, različne institucije, vse z namenom, da bi osvetlili neko določeno temo iz različnih zornih kotov in pač pokazali na nek način, kako smo vsi, kako je v bistvu smo vsi en del enega sveta, torej smo soodvisni drug od drugega. Zadnja osrednja tema je bila prehranska varnost. Sloga koordinira te dejavnosti, to pomeni, da v bistvu nudi različno podporo od tehnične do predvsem pa do svetovanja. Načine, kako bi lahko neko temo predstavili ljudem v šolah, v knjižnicah, na različnih prireditvah, ampak seveda, da bi bila to zanimiva. In mogoče, kako so od začetka te globalne učenja potekali, so bili bolj kot predavanja, kot nekakšni potopisne stvari ali pa neki pogovori, okrogle mize. Zdaj pa moram reči, da so šole že s skupnimi močmi res iščejo neke inovativne načine, kako te stvari približati ljudem. Ne vem, zdaj, kot sem rekla, prehranska varnost je bila novembrska tema, šole so izdelovale stvari, imele so dneve odprtih vrat, muzikal je bil narejen na prehransko varnost. V eni šoli so se povezali z lokalno skupnostjo in so z lokalnimi trgovinami naredili skupno akcijo, tako da so pač otroci se potem pogovarjali, ozaveščali doma in potem so skupaj šli v lokalne trgovine, kjer so zgradili vrečke za večkratno uporabo in hkrati ozaveščali in tudi trgovine same so jih zelo podprle, vključno županom. Tako da v nekaterih mestih so to potekali že res neki taki dogodki, ki jih zelo radi se udeležujejo vse strani. Zato je tudi zadnji teden globalnega učenja bil rekorden. V tistem tednu se je zgodilo več kot 60 dogodkov. Samo otrok je bilo vključenih več kot 3000, tako da si res želimo, da v tem letošnjem letu ta zgodba ponovila. Vse te stvari so bili dobro upletene tudi v Evropsko leto za razvoj, ki vemo, da poteka to leto. In pač Sloga si zelo prizadeva na tem področju, ni samo teden globalnega učenja, tisto, kar počnemo na tem področju. Nasplošno je eno izmed prioritetnih področj tudi globalno učenje, kjer pomagamo organizacijam, ki se ukvarjajo s to tematiko, z različnimi stvarmi, seminarjev, svetovanja, pomoči, sodelujemo tudi z drugimi vsebinskimi mrežami, pri tem, da bi pač nekaj najbolje prišlo do končnih uporabnikov, tisto, kar jim želimo ponuditi. Mogoče pa zdaj povem še, da je Sloga mreža nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, torej humanitarne pomoči, ki je zunaj meja Slovenije. Naše organizacije so združene tudi v humanitarni odzivni center, torej te organizacije, ki se ukvarjajo s to humanitarno pomočjo zunaj. Humanitarni odzivni center je imel že kar nekaj uspešnih akcij, je pomagal v Somaliji, na Haitiju, zdaj recimo v lanskoletnih poplavah na Balkanu. V bistvu pomagamo vsem organizacijam, ki počnejo, ki imajo projekte na terenu. Pomagamo na drugi strani, pri zagovorniških aktivnostih, pri pomoci, pri tehnični pomoči, pri svetovanju, kako do sredstev, kako do evropskih razpisov, tudi ena izmed pomembnih stvari. Kar se tiče pa mednarodnega razvojnega sodelovanja, pa združujemo tudi organizacije na tem področju, ukvarjamo se z zagovorništvom, to pomeni, da pri različnih vladnih inštitucijah na regijskem, ne tako pa bolj na nacionalnem in pa na evropskem nivoju, pomagamo do sprememb politik, ki bi trajnostno prinesle neke pozitivne spremembe. Prav tako pa pomagamo organizacijam pri prijavah na razpise,
Vemo, da Slovenija je zelo podhranjena finančno, tudi na evropskem nivoju težko pride do sredstva, ker smo pač premajhni in se mi zdaj z drugimi podobnimi državami, ki imajo podobne težave, združujemo in smo že kar nekaj korakov uspešno naredili, da se pač temu izognemo, da tem, da smo majhni, lahko pustimo nek svoj vtis in ga puščamo. Naše organizacije, ki so vključene pač v platformo Slogan, imajo zelo dobre rezultate na različnih področjih in res v Sloveniji mogoče ni toliko, ne slišimo o tem mednarodnem razvojnem sodelovanju, ampak Slovenija kljub svoji majhnosti v tujini, sploh v Afriki, dela zelo lepe in uspešne projekte. Najlepša hvala.